Moje ime je Bruna Balantič, lepo vas pozdravljam na tem večeru posvečenem sreči. Posvečenem pravzaprav tudi tistemu, za kar si vsi ves čas prizadevamo, izkustva česar pa se vsi tudi vsaj malo bojimo. Nekako smo prepričani, da izkustvo sreče mora slediti nekako padec v izkustvo nesreče. Pa je to res? Pravzaprav ne. In velika knjiga o sreči nas prepričuje o tem nasprotnem pogledu. 100 izvedencev za srečo v največ 1000 besedah ponuja nekaj rešitev za trajno občutenje vsaj zadovoljstva, če že ne sreče. Izvedencev za srečo? Verjetno vas veliko meni, da je to neka novodobna kategorija, pa pravzaprav ni tako. Izvedenci za srečo so na nek način bili že številni antični filozofi. In če se zazremo v njihove spise, ugotovimo, kako raznoliki so od nekdaj pogledi na pot do osebne sreče. In zato se za nekaj minut predstavimo za nekaj več kot 2000 let nazaj v preteklost in si poglejmo le majhen krog 3 mož okoli Sokrata. Torej, najprej veliki filozof Sokrat. Mnogo je poročilo njegovem nenavadnem, včasih tudi ekscesnem obnašanju. Ure meditiranja, asketsko bosonogo pešačenje v najhujši zimi, po drugi strani pa tudi nebrzdano pitje ogromnih količin alkohola. Neko notranja stabilnost pa mu je vedno znova zagotovila vera v razum in dokazljivo resnico. Njegov recept za zadovoljno življenje je imel samo 3 točke. Skušaj spoznati resnico, trudi se, da bo tvoja duša kar najboljša. To pa boš dosegel, če boš sledil 4 vrednotam: pogumu, pravičnosti, zmernosti in preudarnosti. Njegova učenca sta imela popolnoma drugačni navodili za srečo. Njegov učenec Aristipp iz Cirene je že kot filozof prvi razvijal sistem sreče. Velja za začetnika hedonizma, prisegal je na življenje v luksuzu in na materialne užitke. Drugi učenec, Antisteen iz Aten, pa je razvil filozofijo sreče zelo podobno misli sodobnih indijskih jogijev, kitajskih taoistov in tudi budistov. Preprosto, skromno, naravno življenje in umsko delo. Vse to naj bi zagotovilo notranjo harmonijo in srečo. Ker pa danes govorimo pravzaprav o knjigi, ki so jo v dar prejeli tudi številni visoki politiki, voditelji držav, se mi zdi nekako primerno, da omenimo vsaj še nekoga, vsaj še enega misleca, ki je razvijal o sreči. Živel je v renesansi, bil je državnik na dvoru kralja Ludvika 19., to je bil Michel de Montaigne. Oče modernega skepticizma, kot ga tudi imenujejo, zaradi tega, ker se je vedno spraševal, kaj sploh vem, je za osnovo sreče postavil pravo mero. Zapisal je: mislim, da je enako narobe, če zavračamo strasti in poželenje, kot če smo jim preveč podvrženi. In naj bo ta zelo moderna misel tudi priložnost, da besedo predam glavnemu uredniku Mladinske knjige, ki je poskrbela za prevod te Bormansove uspešnice, velike knjige o sreči, Bojanu Švilju. Dober večer, spoštovane goste, spoštovani gosti, še posebej gospod Klemen Bormans in gospod Andrej Avsec, gospod, seveda, ki je zbral vse te prispevke in jih uredil v izvirni knjigi, in gospa, ki je prispevala en slovenski prispevek na temo sreče. Sreča nas verjetno vse zanima, ampak po temle filozofskemu uvodu bi težko dodal še kakšne zelo modre in poglobljene misli. Mogoče bi povedal še posebej, zakaj smo se pri Mladinski knjigi odločili prav za to knjigo. Seveda, na trgu je veliko knjig, ki govorijo o sreči, ki delijo napotke za srečo tako ali drugače. Med njimi je veliko prav gotovo zanimivih in dobrih. Velikokrat pa vendarle pri teh priročnikih gre za deljenje nekih naukov, nekih navodil v eni osebi, od enega guruja. Zato se nam je še posebej zanimivo zdelo, da zberemo prispevke oziroma da objavimo to knjigo, ki je zbrala prispevke znanstvenikov z celega sveta. In zanimivo se nam je zdelo, da seveda so pogledi na srečo lahko zelo različni v različnih delih sveta. Pa vendarle nekaj skupnih imenovalcev mislim, da zelo hitro najdemo. Tisto, kar sem jaz potegnil iz te knjige kot nek tak skupni imenovalec, je seveda, da sreče se ne da kupiti. Razen knjige o sreči, seveda to lahko kupite, če je še niste. Sreče se ne da kupiti in druga taka zadeva, ki nam jo sicer nekako poveže zdrava kmečka pamet, ampak se je, mislim, da lepo potrdila v tej knjigi, je, da seveda potrebujemo določeno količino denarja, ampak potrebujemo denarja toliko, da zapustimo svojim osnovnim potrebam pa še malo zraven, recimo še kakšno potovanje in kaj podobnega.
ampak potem seveda sreča ne raste več sorazmerno s količino denarja. Ne dela? Torej niste slišali ničesar? Zdaj dela. Ja, torej bom ponovil, nisem se naučil. Ne, ni treba, v redu, sedno govorim na glas. Skratka, poanta, za srečo potrebujemo tudi denar, vendar toliko, da ga imamo za osnovne potrebe, pa še malo zraven. Od tam naprej, seveda, sreča ne raste sorazmerno s količino denarja. Tako da najbogatejši ljudje niso nujno srečni ljudje. Pogosto je obratno. In seveda, še nekaj morda, ne samo denar, marsikaj, zdaj pa res gledam. Pomembni so tudi odnosi. Vse o tem bo še govor, ampak to pač sem nekako jaz videl kot eno tako poanto. Pomembni so odnosi do drugih ljudi, pomembna so prijateljstva in to so tisti nauki, ki jih lahko potegnemo pač iz takšne knjige. Verjamem, da bo vsak potegnil nek svoj nauk ali več takih in da bomo vendarle lažje našli pot do sreče tudi s pomočjo te knjige. Hvala. Torej, samozavest koristi dobremu počutju, oholost pa nikakor ne. To je misel, ki je najbolj poudarjena v besedilu, ki ga je za Vormansovo knjigo prispevala edina slovenska avtorica, docentka za občo psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti, dr. Andreja Avsec. Lepo pozdravljeni. Vaše raziskovalno delo obsega tudi pozitivno psihologijo. To je nekako relativno nova znanstvena veda. Kaj pravzaprav pomeni pozitivna psihologija in kaj je v bistvu ozadje nastanka te vede? Ja, pozitivna psihologija je v bistvu nekakšno gibanje znotraj psihologije. Zdaj, od leta 2000 je organizirano v smislu nekih posebnih specialnih znanstvenih revij, ki objavlja samo raziskave v zvezi s področja sreče, zadovoljstva in drugih pozitivnih konstruktov. Konference se od takrat pač odvijajo zgolj na to temo. Zdaj, seveda bi vse te ideje, glavne ideje lahko že v antični Grčiji našli, srednjeveških filozofih. Tudi ne moramo reči, da psihologija pred letom 2000 ni raziskovala pozitivnih vidikov psihologije oziroma posameznikovega funkcioniranja. Recimo, humanistični psihologi so že v 60-ih letih poudarjali posameznikovo osebnostno rast, smisel, samoaktualizacijo in podobno, ampak v bistvu nikoli ni bilo to predmet raziskovanja obširnega. Tako da zdaj se pa pač to precej bolj raziskuje, se poudarja. Mogoče je pomemben ta pozitivna psihologija predvsem za stroko samo, ker če gremo pogledati članke, do nedavnega je bilo razmerje med tistimi, ki so obravnavali pozitivne vidike posameznikovega funkcioniranja in tiste, ki so obravnavali negativne vidike, 1:17. Skratka, 17-krat več je bilo člankov v zvezi z patologijo, motnjami, problemi, kar se zdi smiselno, ker je pač najprej treba pomagati nekomu, ki ima resne probleme. No, ampak zdaj nekako bi rekla, smo lahko šli tle, da se imamo čas ukvarjati tudi s preventivo oziroma s tistimi posamezniki, ki sicer nimajo resnih problemov, ampak imajo željo, da bi pač napredovali v življenju, bili bolj srečni. Zdaj, psihologija kot znanost je pravzaprav nekje vmes med naravoslovnimi in družboslovnimi vedami in kar se je meni zelo recimo zanimivo v branju te knjige, je to, da se večkrat poudari neka ta v bistvu biološka, genetska zasnova, genetska predispozicija za srečnost ali nesrečnost. Kaj je pravzaprav to? Zakaj so nekateri ljudje bolj nagnjeni k temu, da so srečni? Ja, podobno kot pri ostalih osebnostnih lastnostih, je tudi sreča, predvsem doživljanje pozitivnih emocij, doživljanje negativnih emocij, genetsko predeterminirano tam okoli 50%. Zdaj, a je to pravično ali ne, se pač ne bomo ukvarjali, enako kot lahko rečemo za inteligentnost, so nekateri bolj inteligentni, drugi manj inteligentni.
Ampak potem še vedno ostane, ne, recimo, če so neke življenjske okoliščine, ne vem, poročenost, denar, pač v kakšni državi živimo, doprinesejo še 10%, recimo tam nekje maksimalno, ne, potem še vedno ostane 40%, ko vendar nekaj lahko naredimo, ne. Tako da bi rekla, tako kot pri telesni teži, ne, ki deloma pač genetsko predeterminirana, imajo nekateri srečo, da so vitki, ne, vsi ostali pa, če želijo biti vitki, se morajo pač stalno malo truditi, ne, in od tukaj naprej je grozljivo veliko diet, ne, in enako lahko rečemo pri sreči grozljivo veliko receptov, kako jo doseči, ne. Obstajajo tudi že kakšne prav terapije za to doseči srečo? Kakšni so mogoče vaša navodila oziroma vaša vodila za to biti srečen? Nimam recepta. In ga nočem dati. Pa ne, da ga nočem dati, ga v resnici nimam, ne. V bistvu, ko enkrat začneš to malo bolj gledati, študirati, je zadeva rata tako kompleksna, ne, da toliko je dejavnikov, sovplivanja, ne, tako da enostavno tiste recepte dajati je problematično. Se mi zdi pa pomembno to, ne, da smo ljudje različni, ne. In to recimo, no, sem tudi poudarila v svojem prispevku, ne, da pač dejansko ne moramo dati nekega recepta, ki bi veljal za vse, ne, ker se razlikujemo v osebnostnih lastnostih, ker so nekateri pač genetsko determinirani, da pogosteje doživljajo pozitivna čustva, recimo ekstravertni posamezniki in nevroticistični posamezniki determinirani, da pogosteje doživljajo negativna čustva, in če že iz tega izhajamo, je jasno, da pač recepti ne morejo biti enaki, tako da, ne vem, v knjigi je ogromno receptov, ne, tako da mislim, da če je pač posameznik odkrit in ima dejansko željo nekaj narediti sabo, ne, da bo našel pač in da bo napredoval, ne. Vi ste tudi slovenska predstavnica v tem v bistvu mednarodnem združenju za pozitivno psihologijo, strokovnem združenju. Koliko so v bistvu kulturno določena ta vodila za biti srečen? Danes je svet seveda povezan, neke kulturne vsebine se spremljajo po vsem svetu, ali še vedno obstajajo neke zelo kulturno specifični pogledi na srečo? Ja, zdaj, če pogledate kar konkretno v tej knjigi, ne, so pač predstavniki 50 različnih kultur in se zadeve precej ponavljajo, no. Recimo, povsod se ponavljajo pozitivni medosebni odnosi. Skratka, če izhajamo recimo, da je prvi del, ne, sreče, recimo zadovoljitev nekih temeljnih psiholoških potreb, ne, ki so tudi deloma determinirane, ne, genetsko, je potem recimo pripadnost nekomu, biti intimen z nekom, ne, pač univerzalna potreba, ki jo pač moramo zadovoljiti za to, da smo srečni, ne. Zdaj, so pa določene specifike, ampak se mi zdi tako, če gledate pač prav iz te knjige, ne, da ni nekih strašno velikih razlik. So pa seveda poudarki, imamo individualistične kulture, imamo kolektivistične kulture in glede na to so seveda rahlo drugačne vrednote, ne, in načini, kako priti do njih. Ker ste ravno omenili individualistične in kolektivistične, tudi skupnosti oziroma kulture, ali je neka resnica v tem, da so ljudje v tradicionalnih skupnostih bolj srečni? Ja, jaz bi spet poudarila individualne razlike, ne. Dejansko tradicionalne skupnosti omogočijo precej boljšo socialno podporo. Torej, imate nekoga, na katerega se boste naslonili, vam bojo pomagali in podobno, ne. Recimo v individualističnih kulturah je pogostejša recimo depresivnost, ne. Po drugi strani pa posameznik, ki je, bi rekla, ne vem, recimo bolj umetniško naravnan, želi pač izraziti svoje posebnosti, značilnosti, skratka ima pa precej resnejše probleme v kolektivističnih kulturah, ne. Tako da je pač spet odvisno od posameznika. Nekateri so nesrečni tukaj, nekateri tam, ne, tako da... In mogoče preden prepustimo besedo gospodu Bormansu, kako ste se vi znašli s svojim prispevkom v tej knjigi?
Ja, a ja mu ne prevajajo. Aha. Okay. I don't understand a word. It's okay. Have you been telling something bad about me? Yes, a bit. Okay, Sorry. makes me happy. V bistvu ne vem točno, no, ampak se mi dozdeva, da je pač, ne vem, zelo velikokrat dobimo zelo kmalu, če recimo sodelujemo aktivno na konferencah, ne, da dobivamo razne sporočila in maile in predvidevam, da z te konference, ne, tako da možno je, da iz konference mogočno, pa zato, ker sem pač predstavnica v Evropski zvezi pozitivne psihologije, da pač prišel do tega. In torej sedaj predlagam, da besedo predamo kar tistemu, ki stoji za to veliko knjigo.